Dober večer in lepo pozdravljeni na naši matici pod zvezdami. Danes predstavljamo Kočevsko knjigo. Z menoj je urednik Kočevske knjige, Mihajl Petrovič mlajši. Najprej prosim kolegico za glasbeni uvod. Ki nam je za uvod zaigrala pesem Moja visica Petra Vitineja. Po kočevarsko, v kočevarščini se to imenuje Mein Dörfle. Sem izgovorila prav? Lučka Perko je svojo glasbeno pot s klarinetom začela pri profesorici Nadji Draksler-Petrač na glasbeni šoli Kočevje. Sedaj pa šolanje nadaljuje na konzervatoriju za glasbo in balet Ljubljana pri profesorju Andreju Zupanu. Je pa tudi članica Pihalnega orkestra Kočevje 1927 in bo v današnjem večeru še dodatno popestrila naš dogodek z glasbo. Kočevska knjiga spada v matično zbirko Mestne knjige, pravkar je iz tiskarne, skorajda še sveža, in je že 17. knjiga v tej zbirki. Kot seveda pove naslov, je posvečena mestu Kočevje. Kot že rečeno, je besedila in slikovno gradivo zanjo izbral in uredil Mihajl Petrovič mlajši, sama pa sem njegov izbor kot urednica Slovenske matice še nekaj malega dopolnila in v skupnih prizadevanjih so potem določena besedila tudi izločila, ker, kot vidite, je knjiga res obsežna. No, da samo najprej za začetek povem nekaj kratkega o zbirki Mestne knjige, ker to je v bistvu zelo že tradicionalna zbirka Slovenske matice. Zasnoval jo je Drago Jančar, tedanji tajnik urednik Slovenske matice, in sprva so v njej izhajale knjige o največjih slovenskih mestih, kot prva je šla Ljubljanska knjiga leta 1994 v uredništvu Andreja Inkreta. Pozneje pa smo dodali tudi mesta v zamejstvu, Celovško, Tržaško knjigo, in potem s časoma se je ta koncept vedno bolj širil, tako da sta zadnji knjigi potem bili tudi knjigi o rudarskih mestih, recimo Trboveljska knjiga, Idrijska knjiga. No, izhodišča zbirke so bila malce drugačna, kot je knjiga zasnovana, recimo Kočevska knjiga zasnovana sedaj. Sprva je bil izbor predvsem posvečen leposlovnim, proznim besedilom, šele kasneje tudi poeziji. Vrstni red je bil bolj ali manj kronološki in knjige na začetku niso zajemali žurnalističnega gradiva ali pa spominskega, etnografskega spisa, zgodovinskega. Pri spominski literaturi pa so se osredotočala predvsem na tista besedila, ki so bila literarno oblikovana. In tudi omejena so bila na besedila napisana v slovenščini. Sprva sta bila tudi dva urednika, tako za besedilni in potem posebej za likovni del. No, sedaj je to združeno, je pač ponavadi urednik eden, tako tudi v tem primeru seveda Mihajl Petrovič mlajši izbral tudi slikovno gradivo, zelo bogato za to knjigo. No, in sčasoma se je pa ta koncept širil, tako da, kot boste videli, sedaj iz predstavitve Kočevska knjiga vključuje tudi različne
zgodovinske, etnografske spise, spominske zapise, tudi notne zapise, recepte, v bistvu vse, kar je nekako povezano s Kočevjem. Osnovni kriterij je še vedno ta, da so to besedila avtorjev, ki so ali kočevari in so pač ali pisali v svojem domačem kraju, ali se preselili še drugam, ali ne kočevari, ki so živeli recimo ali še živijo v Kočevju, in pa seveda tudi vsi drugi avtorji, ki jih je Kočevje in kočevsko, kot širše območje, tako ali drugače zaznamovalo. Seveda pa še vedno je poudarek na leposlovju. So pa vključena seveda še potem vsa druga besedila, ki dodatno nekako osvetljujejo to zanimivo in široko območje. Zdaj, še preden začneva s pogovorom, pa samo še ena kratka predstavitev urednika. Mihael Petrovič mlajši velja za enega najbolj veščih poznavalcev kočevske zgodovine. Je avtor 2 knjig o zgodovinsko pomembnih dogodkih in znamenitih osebnosti na Kočevskem. Prva je izšla leta 2013 z naslovom V Kočevje pa že ne, 75 znamenitih kočevskih in s kočevsko povezanih osebnosti. Druga pa potem leta 2016 z naslovom Maslo za kralja, še 75 znamenitih kočevskih in s kočevsko povezanih osebnosti. In naprimer, zgodovinar dr. Stane Granda je v njem zapisal, da si je utrdil ugled enega najboljših živečih poznavalcev kulturno-politične zgodovine dežele. No, Kočevska knjiga pa seveda vsebuje še 75 osebnosti povezanih s Kočevsko, to sem zdaj nekrat tako ilustrativno. Tukaj je več kot 100 avtorjev. Prvotni koncept je bil malce ožji in se je seveda v teku let, ko je ta knjiga nastajala, zelo, zelo razširil. No, pa bi za začetek najinega pogovora vas najprej vprašala, glede na to, da po izobrazbi niste zgodovinar, ampak gradbeni tehnik, da ste delali v gradbeništvu, v turizmu, kaj vas je pa ves čas vleklo v zgodovino in še posebej, zakaj prav kočevsko zgodovino? Gotovo so tukaj botrovali temu zasebni razlogi, ne vem, mora biti družinska tradicija. Nekje ste pa omenili tudi, da vas je to kočevska zgodovina privlačila zato, ker je bila tako neznana. Ja, rekel bi tako, zgodovina da ljubezen, tako rekoč že od osnovnošolskih dni. Tudi oče ima zelo rad zgodovino, tako da sem se tudi preko njega potem nekako navduševal nad tem. Imel sem srečo, da sem imel v osnovni šoli zelo dobre, pa tudi v srednji šoli zelo dobre učiteljice in profesorice zgodovine, ki so nam otrokom znale privzgojiti ljubezen do tega predmeta. Pa seveda, ko je človek hodil po Kočevskem, ko greš na Friedrichstein, ko se srečuje s to preteklostjo, se začneš tudi spraševati, kako, kaj, kje, zakaj. V Kočevarjih se je nekaj vedlo, v kočevskih Nemcih vedeli smo, da so živeli tukaj, vedeli smo, da je bil to nemški jezikovni otok, ampak v bistvu se je vedlo relativno malo. Direktorica našega muzeja bo rada potrdila, celo v osnovni šoli smo nas učili, da je ti znameniti napis Narod si bo pisal sodbo samu v Šeškovem domu, mene so tako učili, pa njo tudi še, da so streljali leta 1943 nami Italijani. Pa šele potem, ko človek malce starejši, pa pravi, ja, kako so pa lahko Italijani streljali, če so pa takrat že kapitulirali. Se pravi, je moral biti nekdo, ki je prišel vsaj Italijani, verjetno ali domobranci ali pa Wehrmacht. Se pravi, človeka potem tudi zgodovina pritegne tudi, ko se srečuje z temi vprašanji, ki ostanejo odprta. Pa zgodovina je bila nasploh moja ljubezen. Jaz sem hotel zgodovino pravzaprav tudi študirati, ker sem pa končal srednjo gradbeno šolo, pa ker sem imel štipendijo, je bila pa zahteva, da moram ostati v gradbeništvu, drugače bo treba pa štipendijo v zelo kratkem roku z obrestmi vrniti in tako sem bil nekaj časa v gradbeništvu. Je pa ta zgodovina nekako ostajala in ko smo potem na SCT-ju počasi postajali eden za drugim tehnološki višek, kjer sem bil takrat zaposlen, sem se pa začel spet vračati v te vode. Kako pa ste se lotili izbiranja teh gradiv za ta naš skupen obsežni projekt? Kako poteka vaše? Nekaj sem že poznal seveda določene stvari od prej, potem pa, ko smo se dogovorili, pa sem začel brskati, sem najprej izbiral na kupu vse, kar se je našlo in ko človek najde eno, potem naleti mimo glede še na kaj drugega, ne da bi sploh pričakoval. Včasih tudi na kaj povsem prezenetljivega. Ravno prej smo se pogovarjali, ko sem tam gledala Župančičev portret,
Ja, nažalost v knjigi za to ni bilo prostora, on je pisal, mislim, da iz Kočevja, ker je takrat bil služboval njegov oče, zato je hodil tudi v Kočevje po Kočevsko reko, je verjetno napisal svoje najobsežnejše pismo, namreč v pismu je napisala ena sama beseda, kot dežuje. In tako, ko človek potem najde drugo za drugim, pa ko se tvega drugega vedno bolj privlači, vedno bolj brska, išče potem še kaj bo našel v drugi literaturi. Recimo eden od nemških pisateljev, sodoben, zdaj živi v Berlinu, je v enem svojem romanu, v Nemčiji so ga celo spravili na filmski trak, žal ne več z istim ozadjem kot v knjigi, napisal celo tako, da ko se njegov glavni junak sreča tukaj, ko se avion zruši nekje v okolici Ljubljane, sreča z enim dekletom in mu pove, da je, to je njegova bodoča žena seveda, in ko mu pove, da je bil njen dedek Kočevar, da misli, a je to satanistična sekta k žanardenjem, k raznim kultnim obredom, no tako da vidim, da Kočevarje so zanimali celo ljudje v Nemčiji, ne samo pri nas. Ja, prav to je tudi moje naslednje vprašanje, da je v Kočevsko knjigo, kot sem že rekla, vključenih tudi kar nekaj neslovenskih ustvarjalcev. Mnogo jih je za objavo v tej knjigi prevedenih tudi prvič in to je tudi plod vašega prevajalskega dela. Pa me zanima, kako ste pridobili ta besedila, tudi tista, ki so recimo iz še neobjavljenih virov, naprimer razna pričevanja, spominski zapisi, in v čem je bil njihov pomen, da se jih je potrebno vključiti v Kočevsko knjigo? Ravno zaradi tega, ker so manj znana, pa nam lepo prikažejo nekako odnos do Kočevske, ker nam prikažejo tudi Kočevski vsakdan. Kar nekaj teh besedil, ki sem jih objavil, je recimo nekaj iz prvega kočevskega zgodovinskega romana, ki je šel pred drugo svetovno vojno samo v nemščini, Derebeljon in Drgoče, se pravi upor na Kočevskem, in ko opisuje kočevsko udeležbo v tistem velikem kmečkem uporu leta 1515. Nekaj takih pričevanj prebivalcev mesta Kočevja, ki so bile objavljene po raznih kočevskem časopisju. Seveda se pa tudi, kot sem že rekel, tudi druge pišejo ljudje, bodisi potomci Kočevarjev, ki so zaživeli v tujini, bodisi ljudje, ki se z njimi srečujejo drugače. Recimo ena od tistih najlepših kočevskih zgodb, ki je zdaj mogoče v času te tragedije v Ukrajini še toliko bolj aktualna, je ravno zgodba enega kočevskega fanta, ki je po prvi svetovni vojni kot sin nemškega učitelja doživel to, da so jih dobesedno izgnali iz Ljubljane, ki so takrat živeli, zatekli so se na Slonograško. Kasneje je ta fant, ki je študiral umetnost, kot že dosti uveljavljen slikar v Novem Sadu služil kot vojak oziroma kot častnik nemškega vojnega letalstva in tam reševal judovska življenja. Vmes je pa seveda bil tudi on nekaj časa v Ukrajini in tudi občutil te grozote vojne, ki je takrat divjala. Tako da človek najde tudi take zgodbe, to je bil roman Erich Peče, Kočevski pravičnik med narodi, ki je vse življenje ostal navezan na svoje Kočevje, čeprav v njemu preživel samo svoje prva leta življenja, celo na grobu ima nek usmišljen kočevski grb. No in to so te zgodbe, ki človeka potem pritegnejo. In poglejte, ko govorimo o tem, zakaj tudi tujci, recimo njemu je veliko pisal Vladimir Todorović, moj prijatelj iz Novega Sada, ravno preko Pečeta sva se spoznala. In ko smo v Kočevju naredili razstavo Pečetovih slik, ki so nam posodili iz Gradca, so izrazili željo, da bi tudi oni imeli tam te slike in da se je sploh prvič v zgodovini videlo, da so bile slike nekega nemškega oficirja iz druge svetovne vojne lahko razstavljene v sinagogi. A ni to neka lepa zgodba, ki pove, da Kočevska ni bilo samo sovraštvo, niso bili samo nasprotovanja med Slovenci in Nemci, kakor so velikokrat sliši. Ne, bile so tudi zelo lepe zgodbe, bile so tudi zgodbe človeštva, bile so tudi zgodbe, od katerih bi se lahko naučili. Kako pa ste sestavili Kočevsko knjigo, ki je mimogrede po obsegu skoraj da najobsežnejša knjiga te zbirke? Prekaša samo Črnomaljska in Metliška knjiga, vendar seveda ta govori o 2 mestih, tako da in še to samo za nekaj strani, tako da je seveda Kočevska knjiga najobsežnejša. Za kakšen princip ste se odločili, kronološki, po posameznih tematikah, da ste nekako to bogato in raznoliko snov spravili v neko strukturo? Seveda kronološko, seveda pa se ni vedno mogoče držati samo kronologije, ker so tudi posamične tematike, recimo vsakdanje življenje v mestu, ki ga opisujejo, kako je recimo prva letalna naprava poletela v Kočevju, kako so nagajali mestnemu policistu,
Takšne stvari je malce težko kronološko vrstiti, ampak osnovni princip je vendar bil kronološki, s tem, da pa občasno zgodba preskakuje nekako naprej in nazaj, ker ni se možno držati pri tem vedno samo enega in samega principa. Pa upravičujem se, veste, jaz sem napol Ribenčan, zelo rad dolgo govorim, gospa Žarika me opozorijo, da naj bom kratek, poskušam biti, ampak tale ribenška narava le pride malo z mene ven. No, podobno lahko pa o tem principu strukture še rečete kaj o slikovnem gradivu. Kako pa je slikovno gradivo strukturirano? Tudi slikovno gradivo je bilo seveda izbrano tako, da najprej tiste umetniki, ki so delovali v Kočevju ali na Kočevskem, imamo nekaj izvrstnih umetnikov, imamo Staneta Jarma, imamo, gospod župan bi lahko povedal, Žana Brudarja oziroma Ivana Brudarja, Roman Erich Peče je ustvarjal v tujini, imamo imenitne fotografije na Kočevskem, tukaj si se predstavlja samo Klavdij Ljuba, ki je tudi mednarodno najbolj prepoznaven, čeprav rojen v Franciji še vedno poudarja, da je Francoz livorskega porekla. Pa seveda, predvsem se je slikalo tudi v tujini, Kočevarji so krošnjarili, hodili so po vsem svetu, konec koncev obstaja samo neka humoreska, ki pripoveduje, da ko je Kolumb prišel, zgodovinsko si se ne čisto točno, na ameriško celino, da ga tam ni pričakal, danes se je treba reči avtohtoni prebivalec, ampak ga je pričakal Kočevar za tisto krošnjarsko igro, pa rekel, a bova najprej odigrala gospod Kolumb enkrat više ali niže ali gor ali dol. Torej, dejansko so tudi v tujini pustili Kočevarji kar nekaj sledi in namerno se je potem tudi kakšna karikatura iz dunajskega tiska že šla noter, ki prikazuje Kočevarja kot kakšen tak tipičen lik, ki je bil seveda prisoten tudi na Dunaju in še danes so mi povedali ljudje, na Dunaju beseda Kočevar pomeni velikokrat bodisi krošnjarja, bodisi prodajalca kostanja, na balkanskem jugu, tja dol do Srbije, človek še pogleda v stare slovarje, pa celo najde noter beseda Kočevar, pomeni krošnjarja. Noter je tudi eno besedil Krleža, kjer je seveda Kočevar prisoten. Ja, knjiga je tematsko, kot ste že zdajle takoj seveda zaznali, izjemno bogata, tako da je vse podrobnosti in vsa imena, vse pisce nemogoče omeniti v tako kratkem času. Seveda pa izpostaviti velja nekaj tematik, ki v knjigi zasedajo pomembna mesta in so obširneje prikazane. Pa preden se zdaj spustiva v to bolj podrobno, bi pa prosila še za naslednjo glasbeno točko za Kočevarskega fanta. Je himna kočevskih Nemcev, ki ima tudi zanimivo zgodovino. V knjigi boste lahko prebrali tudi svoje besedilo, tako v kočevarskem narečju, kot tudi potem v slovenskem prevodu. In seveda nas je ta pesem sedaj pripeljala k kočevskim Nemcem, ki so seveda pomembno zaznamovali to območje. Omenili ste mi tudi, da je pač zelo zanimiv potek, kako je ta himna nastajala. Predvsem, mogoče potem kaj poveste, predvsem me pa zanima, da poveste malo več o kočevskih Nemcih, odkot in kdaj jih je prineslo med Slovane in s čim je bilo zasnovano potem njihovo slovo od naših krajev, kakšen je bil odnos, recimo večinskega prebivalstva do njih in kako se je pač ta nemški jezikovni otok ohranil vse do druge svetovne vojne, pa mogoče še kakšna današnja usoda kočevarščine kot narečja. Če začnemo najprej pri Kočevarskem fantu oziroma pri himni,
To ni seveda prva kočevarska himna. Prva je nastala tam nekje v 19. stoletju, noter tudi opisano, kako je nastajala, ko so si pravzaprav v gimnazijskih krogih nekako zamislili, da bi v spodbudo narodnemu življenju potrebovali neko himno. V slovenskem tisku so se iz nje takrat seveda strahovito norčevali. Imela je pa naslov Od izvirov Rinže do brega Kolpe, seveda napisana v tem nemškem duhu, ker je bilo pa noter tudi eno besedilo, kjer piše, da je osmanska kri in francoska kri prepojila slovensko kočevsko deželo, kajti kočeverji so se leta 1809 hudo uprli proti Francozom. Je bila pa ta himna potem v 20. letih 20. stoletja prepovedana, in sicer z obrazložitvijo, da žali prijateljski francoski narod. No, potem je župnik iz Moza takrat napisal novo himno, novo besedilo. Mimogrede, to himno so morda posnemali celo ponekod v Romuniji, to prvo kočevsko himno. No, potem je župnik iz Moza napisal tisto novo himno, tista je bila pa še vedno hudo nacionalistična. Tam je bil pa zelo posoten nacionalizem. In bolj ali manj se je tisto himno prepevalo do druge svetovne vojne, razen v izseljenstvu. Izseljenci so pa že v Ameriki nekako pred drugo svetovno vojno začeli kot svojo pesem prepevati tega kočevarskega fanta, ki ima zelo spravljivo besedilo, govori pač o tem, da kočevarski fant, tudi če hodi po svetu, ljubi svojo domovino in si želi predvsem to, da bi v miru obstajala. Besedilo, ki je danes seveda še kako aktualno. No, in dejansko se je začela v Ameriki prepevati že pred drugo vojno, drugod po svetu, drugi kočevski Nemci so začeli pa sprejeli po svojo himno po drugi svetovni vojni. Napisal je Wilhelm Schinkel, tudi velik zbiralec kočevskega ljudskega izročila, umrl v 30 letih v Celovcu. No in zanimivo je pa, da so se tudi Slovenci odzvali na tele himne, namreč pred drugo svetovno vojno smo dobili tudi himno kočevskih Slovencov, ki je tukaj tudi objavljena celo z notnim zapisom. To je bil seveda že čas, ko so se mednacionalna nasprotja kar močno stopnjevala. In ko se je začelo to večstoletno obdobje kočevskih Nemcev, ki so živeli tukaj sredi slovenskega ozemlja, nagibati k koncu. Vemo, da je druga svetovna vojna bila tista, ki je to manjšino dokončno odnesla. Hitler je pokazal preselitev. Ni sicer čisto tako vse, kar smo se včasih učili v tistem črno-belem stilu, da so šli vsi z velikim veseljem. Ni bilo čisto tako, približno 20 do 25% prebivalstva se je po raziskavah zgodovinarjev, ki so opravljene v arhivih, upiralo, niso želeli podpisati opcije. No, potem je pa mlado kočevsko vodstvo, ki je bilo pa močno nacistično usmerjeno, pa zagrozilo, da taki ne bodo imeli nemškega državljanstva, da jih bodo Italijani poslali bodisi v, to je bilo že leta 1941, v Južno Italijo ali pa celo Abesinijo. Šli so take govorice in to je bilo potem posledično, da se je potem resnično velika večina kočevskih Nemcev izselila. Redki so ostali, nekateri so bili tudi partizani. In s tem se je seveda ta zgodovina skupnosti nekako končala, ki se je pa začela tam okrog leta 1330, se točno ne vemo, ko so začeli ortenburški grofje, ki so imeli takrat kočevsko v fevdu, sem naseljevati prebivalstvo na kočevskega takrat bolj ali manj pragoznata dežela. Gotovo so obstajala posamezna naselja, ampak ni bilo prav veliko. Okoli 30 ledinskih imen, ki poznamo, je nekje slovenskega porekla in gotovo so bili to najprej Slovenci, ki so posilili tiste bolj dostopne dele. Verjetno so se prav zaradi tega Ortenburžani celo zapletli v eno fajdo z Auerspergi. No, potem so začeli pa v naslednjih valovih pa naseljevati pa prebivalstvo po neki teoriji iz frankovske in turingijske uporne kmete. O tem so seveda še danes prisotne razprave, gotovo pa iz Zgornje Koroške, kasneje šli so Spodnje Tirolske. In tako je potem nastal ta jezikovni otok, ki se je sredi slovenskega ozemlja, oziroma sredi slovaškega ozemlja, se je kočevska tako ležil v naši južni meji, ohranil vse do druge svetovne vojne. Ne zmeri zlahka, ampak kočevski Nemci so bili relativno zaprta skupnost, tako da so ohranjali to svojo tradicijo. In ta nemški jezikovni otok je zarisan tudi na eni izmed verzij Kozlerjevega zemljevida. Tako, Kozler je bil tudi sam, Peter Kozler, naš znameniti geograf, eden vodilnih slovenskih politikov, je bil tudi sam kočevski Nemec, rojen v Ožaki kočevski reki in mislim, Vesna boš ti potrdila, do 7. 8. leta sploh ni znal govoriti slovensko, govoril je samo kočevarsko. Potem se je družina preselila v Ortnek,
Tam se je na Sremenjih od župnika naučil slovensko, se navdušil nad slovenskim narodnostnim življenjem, prišel še malo v Prešernov krog in kasneje je bil, lahko bi rekli, zelo zaveden Slovenec. Ne samo, da nam je dal ta zemljevid slovenskih dežel in pokrajin, zaradi katerega je bil najprej celo obtožen veleizdaje in zemljevid kar nekaj časa ni smel priti na svetlo. Po nekaterih verih, o tem je pisal Anton Globočnik, naj bi skupaj oni pa Kozler na Dunaju, takrat v času marčne revolucije 1848, v neki gostilni, ko so si vsi umislili svoje nacionalne kokarde, izbrala na podlagi kranjskega deželnega grba 3 slovenske barve, modro, belo in pa rdečo. In vemo, da se že malce kasneje prav tukaj, samo nekaj hiš naprej na Wolfovi ulici, pojavijo te barve potem tudi kot slovenska nacionalna zastava in do danes imamo te barve v svoji nacionalni identiteti. Pa je današnja usoda kočevarščine? Žalostna. V knjigi imamo nekaj zelo zanimivih pesmi ljudskih iz pesmerice Marične. UNESCO uvršča kočevski jezikovni idiom oziroma kočevski dialekt med kronično ogrožene, med tiste, ki so pri tem, da izumrejo. Nekaj ljudi je še, ki govorijo kočevarsko. Mlajša generacija je že tam okrog 50 let stara, pa še to je komaj kaj. Žal je Maridi Črne tudi poučevala kočevarščino, okrog 180 ljudi se tega udeležilo, potem pa zaradi zdrah v sami skupnosti je Avstrija odtegnila vso podporo, tako da danes poučevanja kočevarščine ni nikjer več in tudi ta kultura bo potem počasi izginila. Nekateri so seveda rekli, to je nacionalizem. Ne, nič nacionalizem. Šlo je zato, da potomci, pa tudi ne potomci, ki jih zanima kočevarska kultura, nekako ohranijo spomin na to kulturo, da se kultura hrani, kaj te kulture drugačne nas bogatijo in tega se danes mogoče premalo zavedamo. Ja, drug pomemben sklop v knjigi pa so recimo celjski grofje. Predvsem Friderik II. S svojo ljubeznijo, Veroniko Jeseniško in z njunim Friedrichsteinom, ki se je nekoč dvigoval nad Kočevjem. In prav ta grad je bil, kot sem brala v nekem intervjuju, tudi eno izmed vaših prvih zgodovinskih zanimanj. Katera besedila pa v tej knjigi tematizirajo na zgodovino? Seveda, če bi želeli govoriti o Friedrichsteinu po celjskih grofih, ravno letošnje leto je v Kočevju posvečeno spominu Friderika in Veronike, saj je nekako obletnica, odkar je bil dozidan grad Friedrichstein 1425-1428, naj bi se nekako zgradil. No, ampak dejstvo je, da sta Friderik in Veronika še svojo ljubezensko zgodbo na Friedrichsteinu zaznamovala ne samo Kočevje, zaznamovala sta celotno slovensko literaturo. Se skoraj težko naštejemo kakšnega od pomembnejših avtorjev, ki se ne bi z njim ukvarjal, od Špančiča, Novačana in tako dalje, veliko jih je. Lahko bi se jim vsaj tako debelo knjigo posvetilo samo Frideriku in Veroniki, toliko je tega bilo napisano njemu. Ni od dveh, jaz sem se tukaj odločil za nekaj krajših odlomkov, posebno zato, ker je že v celjski knjigi kar nekaj na to temo napisano, seveda se nas to združuje s Celjem. Nisem si pa mogel kaj, da pa noter ne bi dal tudi tiste zgodbe, ki sta napisala oziroma zabeležena slovita brata Grimm in ki opisujeta v svojih del zgodbo o grajskih duhovih. Nista jo ona raziskala, že pred njima je bil zapisana, ampak ona pa sta to blago seveda pridno zbirala. In tako se lahko Kočevje ravno zaradi Friderika in Veronike, pa zaradi Friedrichsteina, ki je mimogrede najvišji ležeči slovenski grad, se leži na višini skoraj 1000 metrov, pohvali s tem, da sta mogoče največja pravljičarja sveta pisala o tem majhnem mestecu nekje na jugu neke majhne dežele, da je pritegnila to zanimanje. Ja, naslednje obsežno obdobje, ki je Kočevsko izjemno prizadelo, je bil čas turških vpadov po letu 1469, hkrati pa je paradoksalno ta nevarnost na Kočevje vplivala tudi spodbudno. V tem obdobju so pisali številni avtorji, med njimi na primer Janez Parapat in Jožef von Lamberg. To je bilo zanimivo. Tako, Lamberg seveda kot pričevalec takratnih dogodkov v sami Vojvodini Krajinske imamo ta odlomek, kjer omenja tudi, kako so Turki vedno znova divjali skozi Kočevje. Leta 1469 ga prvič obiščejo, pa so bili taki turisti, ki so s sabo ne samo spominke vzeli, pa tudi še kaj požgali, namreč prvo kočevsko trško naselbino so požgali ravno takrat. Takrat se je Kočevje preselilo, kolikor vemo, na drugo stran Rinže, v varnejšo obkljuke reke Rinže.
ponovno bilo zgrajeno, ponovno dobilo takrat seveda tudi svoje ozidje in ravno, da so lahko ozidje zgradili ravno, zato je takrat Kočevje cesar Friderik III, pa si moramo misliti, da je imelo Kočevje takrat mogoče 300-400 prebivalcev, podelil mestne pravice, to je seveda prineslo potem tudi pravico do ozidja. In tako smo Turkom lahko tudi za kakšno stvar hvaležni, ne glede na to, da so po Kočevskem pustošili vsaj 150 let, vedno znova, da so na stotine ljudi tudi dokazano odgnali v služnost, celo tako daleč je šlo, da so španske deželni stanovi prepeljali na Kranjsko, celo španske najemnike, španske vojake, ki so se prav pri Kočevju zapletli v nek spopad s Turki, preden so potem dokončno zapustili Slovenijo. Ampak še marsikaj drugega smo Turkom po svoje hvaležni. Če pustimo tiste slabe strani, pa če pustimo, ali so bili ti Turki res vsi iz Turčije, ali so bili pa te malce od bližje, pa vendarle, nekaj dediščine je. Brez tega najbrž ne bi dobili še cepanja mestnih pravic, brez tega ne bi bilo kočevskega krošnjarstva, brez tega potem ne bi bilo tudi vzpona rodbine Kozar in še marsikaj drugega ne bi bilo. Torej, včasih so po kakšnih slabih stvareh tudi kakšne dobre posledice. No, je pa Kočevsko oplazila tudi reformacija. Katera besedila protestantskih piscev in potem seveda tudi poznejših avtorjev, ki so svojo ustvarjalnost črpali iz tega obdobja, so vključena v knjigo? Ja, Kočevsko je oplazila reformacija, vendar zanimivo, da so Kočevarji vedno ostali izrazito rimokatoliški. Čeprav so bili takratni lastniki Kočevske Umnadi, oziroma lastniki Kočevske, graščaki Kočevski Umnadi, ki so prišli po baronu Juriju Turnu, Umnad je bil vodja kranjskih protestantov, tako Kočevarji so ostali nekako rimokatoliško usmerjeni, razen redkih izjem. Nekdanji župnik Cigelfest, vse po literanov, njega bomo potem našli katerega od teh Cigelfestov tudi v kakšnih delih, ki so tukaj noter, Krištofa Cigelfesta jezuita recimo. Predvsem je bil pa znan seveda Janš ali Jošt ali duhovnik Švajger, doma iz Kočevja, kasneje je deloval v Črnomlju med drugim, bil tudi v tisti komisiji, ki naj bi Dalmatinovo Biblijo priredila, da bi jo potem lahko prenesli v Slovenijo. In on je bil napisal, pravzaprav poznamo samo dve njegovi pesmi. In obe dve pesmi sta bili objavljeni, ena je objavil Dalmatin, drugo je objavil Trubar, tako da je vendarle Kočevska zapustila tudi svojo sled v našem protestantskem pesništvu in v tistem, kar so obe pesmi seveda v slovenščini, in v tistem, kar je nekako, bom rekel, vzpostavilo Slovenijo kot knjižni prostor, zato so tudi obe pesmi noter. Jezik je za današnje pojme malce nenavaden, ampak približno se pa še da ugotoviti, zakaj gre. Ja, večkrat ste že omenili Kočevarje v kontekstu upora, in Kočevje so tudi ostali pisci večkrat omenjali kot staro puntarsko središče. Pa me zanima, da če še lahko še malo bolj podrobno prikažete, kako si je v toku zgodovine prislužilo to ime, od kmečkih puntov pa vse do tega upora, ki ste ga že omenili proti francoskim okupacijskim silam v 19. stoletju. Zdaj, če pustimo seveda ob strani tole zgodbo, ali so Kočevarji potomci, kočevski Nemci potomci upornih frankovskih kulturnih kmetov, ker nismo čisto na jasno mnenja, so zelo različna. Zaenkrat prevladuje mnenje, da temu ni čisto tako, ampak obstaja tudi drugačna mnenja. Je seveda treba se vprašati, zakaj so bili Kočevarji tako puntarski. Rečeno, jaz sem po mami iz Ribenče in jaz vem, da so, ko sem bil jaz otrok, Ribenčani Kočevarjev še niso klicali kačari, kakor je danes po kačari, takrat smo bili puntarji. Si pa žil s puntarije sem, je bilo največkrat. Zakaj? Ja, dejansko so Kočevarji zelo veliko upirali. Začetki slovenskega kmečkega upora leta 1515 ležijo v Kočevju. Kočevarji so bili tisti, ki so pokončali svojega nasilnega barona Jurija Turna, mimogrede prednika vseh sedanjih evropskih kraljev, pa kraljic menda. Tudi angleški kralj je zdaj že njegov neposredni potomec menda, tako da bomo zahtevali, da Brexit odpravijo kar iz Kočevja, se sploh več ne bomo pogovarjali z Anglezi. Ampak kakorkoli že, to so bili začetki kmečkega upora 1515 in tudi kasneje so se Kočevarji vedno znova upirali, recimo grofe Blagajski bi o tem lahko pisali peni pesmi, se Blagajski, ki bi drugače kot borec proti Turkom, zelo pritoževal, da bo strežal celo po življenju. Kočevarji so šli celo tako daleč, da so poskušali od deželnega kneza sami vzeti kočevsko gospodstvo v zakup, česar pa seveda tudi približno ni dovolil. In nadaljevalo se je to pravzaprav vse v 19. stoletju. Včasih so se odpirali po desetletja, brez prestanka.
In v 19. stoletju, v letu 1809, je pa na Kočevskem izbruhnil izjemno močan upor proti francoskim okupatorjem. Vemo, da so bili takrat prišli Francozi za nekaj let pred tretjim obisku v Slovenijo, da so osnovali verske province, ampak še malo še pred tem so se Kočevje tako močno uprli skupaj z Gostelci in Poljanci, da so Francozi, ki so imeli takrat v Sloveniji na Kranjskem približno 2800 vojakov, da so morali 2000 vojakov poslati mirit upor v Kočevje in po Novo mesto, kjer so ga pa menda ravno tako vodili Kočevarji. Takrat so Kočevarji vdrli tudi v Ribnico, hoteli dobiti v roke ribenškega oskrbnika in verjetno tudi zato Ribenčanom ostalo v spominu, da smo na Kočevskem puntarji. In to se je potem pravzaprav vedno nadaljevalo. Vse kaj pa je do drugega poselil zemljevid kot neke vrste puntarija, kot neke vrste upor proti tedanji miselnosti. Če govorimo seveda o vlogi, ki je igrala Kočevska v drugi svetovni vojni, pa konec koncev, ki je Kočevska odigrala tudi potem v času, ko so se v Jugoslaviji zadeve zapletle, ko je prišlo do izraževanja teritorialne obrambe z manevrsko strukturo narodne zaščite, kasneje z zaščito prvih rednih slovenskih vojakov in tako dalje. Nekako je Kočevska vedno igrala neko uporniško vlogo. Ali je bilo to vedno dobro ali ne, je pa seveda drugo vprašanje. Ja, o teh zadnjih temih bova še spregovorila malo naprej. Zdaj pa se še vrnivam v 19. stoletje. Zanima me, kako se je po pomladi narodov, po letu 1848, na tem območju kazalo to prebujanje nacionalne zavesti med kočevskimi Slovenci in kočevskimi Nemci, ker za nekatere je bila Kočevska izjemno zanimiva, za marsikoga pa prava slovenska Sibirija in odkje so prišle te razlike. Ja, človek se o tem lahko pravzaprav informira v veliki meri iz tedanjega časopisa. Vsi vemo, da smo takrat Slovenci že imeli kar močno časopise, tudi Nemci so imeli svojega. In ko spremljaš to, vidiš, da so se po 1848 začela trenja, ki jih prej praktično seveda skoraj da ni bilo. Kočevska je bila poseljena pretežno z Nemci, okolje je bilo slovensko in dogajalo se je približno takole. Mi spet radi poenostavljamo pa rečemo, ja, grdi Nemci pa grdi Slovenci, kakor kdorkoli reče, ampak tukaj se ni izkazal pravzaprav nobeden. Ne slovenska, ne nemška stran. Širše slovensko okolje je zelo pritiskalo na kočevske Nemce, ko bereš časopise, celo prebereš, celo Rinža, se pravi reka, ki teče skozi Kočevje, so namerno pisali z malo začetnico, samo da bi še malce ponižali hude. Po eni strani je slovensko okolje zelo negativno pisalo v časopise o kočevskih Nemcih. Treba se brati recimo takratne satirične časopise, tiste najboljše primerjave tistega časa, to je bil čas močnega antisemitizma tudi v Sloveniji. Ja, Kočevarji pa Judje, to so tisti, ki so bili na udaru slovenskega satiričnega časopisa. Po drugi strani so pa seveda pa tudi na Kočevskem, pa kočevski Nemci znali biti pa enako neizprosni pa do Slovencov in so poskušali vsako kakšnega močnejšega slovenstva zatreti, koliko se je dalo. Groza in strah je bilo že, če je kakšen kočevski Nemc, kakšen gostilničar prodal hišo Slovencu, je bil že tako rekoč nacionalni izdajalec in to se je, čeprav so bili nekako valovi, enkrat so bile napetosti večje, enkrat manjše, potem seveda nadaljevalo in se stopnjevalo v času pred drugo svetovno vojno. Je pa treba seveda omeniti tudi tukaj Frana Šaleškega Finžlerja, ki je bil na Kočevskem kaplan, pa ne prostovoljno, namreč, ko sem prej rekli, Kočevje pa že ne, to so njegove besede, ko je prisegel škofu Pokorščino pred duhovniškim posvečenjem, se je namreč prijatelji šalil, da ko ga bo škof vprašal, ali bo šel kamorkoli, ga bo poslal in bo pokoril njegovim nasvetnikom, bo sicer rekel, ja, misli si bo pa kamorkoli, samo Kočevje. Nekaj let kasneje je bil že v Kočevju, pa se ne ve, ali zaradi tega, ker je bil preveč liberalen, ali zato, ker je neka deklica pri njegovi prvi službi prijokala na svet, za katero se do danes ne ve, njegova ali Župnikova, ampak vsekakor je bil nagradni dopust v Kočevju. Kočevje je bil v smeri nekem kraj, kamor so ljudi pošiljali za kažem. Opisuje, kako je bil v Kočevju. Prvo leto zelo lepo, ljudje so ga zelo lepo sprejeli, nobenih problemov ni bilo, da je Slovenec. Drugo leto so pa potem od zunaj prišli študenti iz Graške univerze in so ti graški študenti prinesli seboj tudi hud nacionalizem. Tako da je imel v mestu potem kar nekaj težav, ker on je bil pa po drugi strani seveda slovenski nacionalist, ampak na podeželju, to pa samo opisuje, na podeželju pa prav nikoli. Ljudje se na podeželju za politiko niso menili, na podeželju do dobro, pa tudi v mestu je bilo seveda poleg tistih prenapetežev, tudi nekaj ljudi, ki so razmišljali z glavo in ravno zdravnik, ki je bil
tudi sam Nemec, mu je rekel, poslušaj, vi kar boste Slovenci, nas pustite biti Nemci, pa boste videli, da boste še dekani v Kočevju. Ampak on se je želel, on ni s Kočevja in je tudi dosegel, da je potem šel s Kočevja. Opisal je pa, da je bilo Kočevje kar dobro živelo. V gostilnah se je jedlo recimo hrano, je tudi Ljubljana ni poznana, ljudje so to prenesli v drugo, vse proštarjenju. Ja, tudi neka zelo lepa zgodba, moja prva živinica, recimo, je vključena v to knjigo z njegovim. Tako je, tukaj omislil se je svojo prvo živinico, nek kočevski Nemec mu je prodal na veliko jezo s sluškimi Elže, knjižko, mu je prodal kanarčka, pa tudi kletko zraven. Seveda, Finger je bil tega kanarčka zelo rad, celo Šibič se mu je prinašal, kadar si je prižigal smotke, kakor se je takrat reklo. Sam problem je bil, da je bil v hiši še nekdo, ki je tega kanarčka tudi rad. To je bil pa Mus, ena od gospe, ki so tam živeli, ko je Finger nekega dni prišel domov. Je Elža sedela na stopnicah, pa neusmiljeno jokala, od kanarčka ostalo pa samo še nekaj perja, ker je maček svojo ljubezen pač dokazal na malce nenavadni način in takrat je Finger zaprisegel strašno maščevanje temu Musu. Tudi mački seveda niso neumni, da je nekaj časa mu izogibil, no nekaj dnes je pa presmukal Finger, ga je pojel za kravatelč, kot s temu po domače rečemo, ga vznešil dolg šrinže, v žepu imel pištolo, da ga bo ustrelil, ampak ko sta bila dovolj daleč, je Mus vedel, žalostno zemljavkov, pa je rekel, kaj si pa moraš, si tudi sem tak, kakršnega te je Bog ustvaril, da je sem vrgel v rinžo in je bil Mus doma še pred njim, samo Bogu, kad je bil. Pa se takih zgodb je še veliko. Tudi tega, kako je Finger Kočevju začel hudo piti, da ne bi dobil tifusa, še zdaj morajo tiste zelenke, ki jih je na koncu vrgel v rinžo ležati na tleh. Kar nekaj pričrčnih zgodb se je ohranilo s Kočevja. Mogoče še preden se preseliva potem v 20. stoletje, še vprašanje poimenovanja prebivalcev Kočevske. Velikokrat zdaj sva že omenila slovenski, kočevski Slovenci, kočevski Nemci, kočevari, kočevci, nekateri pravijo, za kakšno rešitev ste se odločili? Po drugi svetovni vojni se je nekako uveljavila distinkcija kočevci, kočevari in pa zgodovinsko gledano seveda nepravilna. Zgodovinsko gledano je izvorno ime Gočijer v nemščini, Gočevari so prebivalci Kočevske. Če človek spremlja staro časopisje, kadar so nekako uporabljali seveda, ker so bili pretežno Nemci enkrat za Nemce, vendar pa kadar je šlo za prebivalce, vse Kočevske je bil Kočevar vsak brez izjeme, ne glede na to, da je govoril slovensko ali je govoril nemško. Potem so po 19. stoletju nekako v tisku že ugotovili, da naj bi novinarji, da naj bi Kočevec vedilo lepše, da je bolj slovenskemu prijazno in so začeli uveljavljati besedo Kočevec, ki pa nikoli ni pomenila kočevskega Nemca. To je bil sinonim za Kočevarja. Torej, celo delal se je en od satirikov, oziroma mislim, da je celo poslancev parlamenta, se je celo norčeval, je rekel Kočevari ali kakor moramo zdaj po ta-novem menda praviti Kočevci. Nekako je ostal izraz Kočevari, po drugi svetovni vojni, ko so bile pa te rane dokaj sveže, je pa en od ljudi, ki so živeli v Kočevju, pravi, da je bil to pokojni Drejarko, ki je bil drugačen domač ribič, na koncu rekel, zdaj bi pa nekako razlikovali, da bi bili po vojni prebivalci Kočevci, pa Slovenci Kočevci, tisti pred vojni pa Kočevari. V zadnje čase ta distinkcija spet nekako izginja, kar nekaj nas je takih, ki pravimo, tukaj smo na Kočevskem doma in tako kot ni Kopršov, pa Koprčanov, pa Blečanov, pa Blečov, čeprav se tudi tam, je mogoče kar prav, da obdržimo tisto originalno ime in tudi vedno znova se, tudi v tistih desetletjih, ko v bistvu nekako ni bilo v uporabljeno za vse prebivalce, ker v Dolenjskem listu boste zasledili neštetokrat Kočevari so zmagali na tekmi. Med kar medeno prebivalstva se je to ohranilo in jaz mislim, da je prav, da uporabljamo tisti izraz, ki je prebivalstvo Kočevske vedno označeval, to smo bili Kočevari in tudi pred leti sem govoril s predsednikom krovne organizacije Kočevskih Nemcev, zdaj je že pokojni dr. Viktor Mihič, pa kar smo dobro prijateljevali, sem rekel, Viktor, pa kaj smo mi zate Kočevci, Kočevari se znam tudi slovensko, pa je rekel, poslušaj, Kočevari, kaj še pa drugega biti? Tako da so pa o tem seveda razprave in so mnenja različna. No, pa se velja poudariti to, da v knjigi smo se seveda držali zapisov, kakršni so bili originalno, tudi sicer je pač seveda bila odločitev pri knjigi taka, da se ohranja originalne zapise. Obstaja celo en zapis izpred druge svetovne vojne iz Borovca, so pisali, mi smo tudi Kočevari, pisali so kočevski Slovenci, ampak malo drugačni Kočevari, ker smo Slovenci, ampak smo pa tudi Kočevari. Ja, no, 20. stoletje pa seveda je bilo za Kočevje in Kočevsko čas velikih travm, ne samo za Kočevje, ampak tudi pa seveda.
Najprej je razpadla Avstro-Ogrska in zaradi tega so se, kot ste že omenili, na kratko zaostrile razmere med Slovenci in med kočevskimi Nemci. In kako je potem to vzdušje, tudi v 30-ih letih se potem zaostrilo še med vojno, ko se je potem seveda razpletlo s tem odhodom kočevskih Nemcev? Tako je seveda do leta 1918 oziroma skoraj do leta 1919 so imeli kočevski Nemci v Avstro-Ogrski monarhiji vendarle do neke mere privilegiran položaj, vsaj v določenih pogledih. Konec koncev smo dobili tudi nemško gimnazijo v Kočevju pred zdaj že kar krepko več kot stoletjem, ravno zaradi tega, ker so tukaj živeli Nemci, mimogrede Tavčarji so kasneje obtožili, da je oče popoldne Kočevskega gimnazije, ker je zagovarjal, da imajo tudi oni pravico do gimnazije. Ampak kakorkoli že, seveda prva svetovna vojna, konec prve svetovne vojne kočevski Nemci prinesli ta hud udarec, da postanejo kar naenkrat manjšina, niso več del večinskega prebivalstva, kar so prej seveda v ravni Avstriji bili, da izgubijo ne samo privilegije, ampak se začnejo tudi, bodimo pošteni, pritiski nanje. In to so bili občasno zelo hudi pritiski, odpuščalo se je masovno učitelje, v šolstvu so bili hudi problemi, recimo, ko se je gledalo, ali je otrok, ali bo k nemškemu bogu hodil ali k slovenskemu, se ni gledalo, kaj rečejo starši. Gledali so 3 generacije nazaj, kaj so bili predniki. In če je bil vmes en slovenski priimek, k slovenskemu bo šel. Torej so bili pritiski prisotni, tega ne moramo zanikati in tukaj moramo biti vsekakor tega pošteni. Seveda, kočevski Nemci so se tega zavedali, da bo do tega prišlo in so zato poskušali celo ustanoviti neodvisno republiko Kočevje pod ameriškim in italijanskim protektoratom. In seveda ti pritiski so bili tako hudi, da so, tudi to boste našli v tem pričevanju, celo nekateri predlagali iz Kočevske umakniti vse urade, iz Kočevske umakniti vse šole, vse naj izgine, naj se ta manjšinca izgine, seveda pa to rodilo tudi protiracijo. Vedno močnejši je bil seveda potem tudi nemški nacionalizem. In ko potem pride Hitler v Nemčiji na oblast, tako kot večina manjšin, kočevski Nemci vidijo v njemu svojega odrešenika. Ne zavedajo se seveda se, da jih bo uničil in proti drugi svetovni vojni so se razmere vse bolj zaostrovale. Tistih umirjenih glasov je bilo vedno manj, marširano se je po Kočevskem. Kulturbund za Slovenijo je bil recimo prvič in drugič ustanovljen ravno v Kočevju, v hotelu Trst. Slovenci so bili izpostavljeni hudim pritiskom, po drugi strani so Slovenci seveda tik pred vojno organizirali tudi tabore, narodno obrambne tabore. Tako da so napetosti dejansko zelo naraščale in za drugo svetovno vojno potem to pride do vrhunca, zato se tudi potem, ko pride ta ukaz, da se kočevski Nemci izselijo, Slovenci niso čutili do tistih, ki so se poskušali kasneje vrniti, tudi to pričevanje je noter prav nobenega usmiljenja. Dejstvo je tudi, da je kar velik del, predvsem mlajših ljudi, ta ukaz o izselitvi sprejel z velikim navdušenjem. Mlado vodstvo, ostali vodstva so bili takrat 38. je Hitler staro vodstvo, ki je zagovarjalo načelo zvesti narodu in državi, to je vodil ga je v bistvu župnik Epik, bolj ali manj, so ga odstranili, pripeljali mladce pod vodstvom Lampeterja, ki so pa seveda bili zvesti predvsem še Hitlerju. No in ti so potem začeli močno pritiskati na ljudi, da bi šli. In med delom prebivalstva, predvsem med tistim, ki ni imel kaj dosti za izgubiti, to so bili mlajši ljudje, to so bili revnejši ljudje, je bilo navdušenje nad izselitvijo kar veliko. Bil je pa tudi odpor. Odpor je bil med duhovščino, odpor je bil med premožnejšimi meščani, odpor je bil med premožnejšimi kmeti, tako da so jim celo v Gočijer Zeitungu grozili, v kočevskem časopisu, javno grozili, da jih bojo poslali v koncentracijska taborišča. In seveda na koncu vse to privede do tiste izselitve nesrečne, za katero sem že rekel, mi pravimo, da je bila prostovoljna, jaz bi rekel, da je bil prostovoljen mus, kakor temu radi rečemo. Nekateri so šli zelo prostovoljno, nekateri so šli manj prostovoljno. Bodi so šli zato, ker so šli sosedje, bodi si zato, ker niso hoteli ostati sami, bodi si zato, ker so bili izpostavljeni pritiskom. In samo redki so imeli toliko poguma, pa toliko odločnosti, da so se tem pritiskom bili sposobni postaviti po robu in so ostali. Zanimivo, da je ostala velika večina nemških duhovnikov. Župnik Epik je ostal leta 1942, padel po naključju v spopadu med partizani in italijani, ko je hodil okoli pa bral brevir. Župnik Gribe v Kočevski reki v Godenici je ostal, zelo pomagal partizanom, bil celo nosilec značke Osvobodilne fronte.
ostal je župnik na Kočevski reki, je pa potem šel nekako v fronto, ne ena, ne druga stran ga ni marala. In čeprav je pred vojno veljal za velikega nemškega nacionalista, se je potem umaknil v Blejsko Dobravo. V Blejski Dobravi je bil pa ta župnik Kraker edini duhovnik, ki se v tistem času, ko so Nemci masovno zapirali slovenske duhovnike, edini, ki se otroke upal poučevati v slovenščini. Verouk so imeli v slovenščini, tako da so ga ohranili v dobrem spominu. Torej, te zgodbe niso črno-bele, vsekakor je bil pa konec takšen, kakršnega poznamo, kot skupnost, ki je živela nekako na kupu. V strnjeno so kočevski Nemci bolj ali manj izginili, ostali so tisti skromni ostanki in jezikovni otok je potem dokončno izginil. Seveda pa po drugi strani, pa ravno to, da so se kočevski Nemci izselili, pa omogočilo potem pa, da je Kočevska postala središče partizanskega gibanja. No, mogoče bi tukaj še izpostavila ta zanimiva pričevanja, ki vam jih je uspelo pridobiti še od pričevalcev, dejansko še ljudi, ki ste jih še poznali, oziroma njihove potomce, recimo pričevanje Brigitte Buc, ki je tudi prvič tukaj objavljeno kot v pisni obliki. Da recimo s tem zaključiva to zgodbo o Kočevski. Tisti, ki poznate Kočevje, poznate verjetno tudi kasnejšega Škorča, sedaj je Hostel Berlok iz te stavbe, iz predhodnice te stavbe, in mimogrede prvi olimpijonič slovenskega ozemlja, Richard Verderber, bil doma, no kasneje bila to gostilna Činkl. Gostilničar Činkl je bil iz mešane družine, slovensko-nemške družine, in oni so ostali drugo svetovno vojno v Kočevju. Celo med forum poslancev so partizani jedli, Činkl je bil po vojni še čas, celo občinski svetnik, no, občinski svetnik se ni bilo takrat v tem smislu, ampak takrat so bil krajni pa krajevni odbori. No, ampak leta 1946 je pa potem prišel lokalni pripadnik Ozne, njega ni bilo obravnavano na občinski seji, družina je bila kratko rečeno aretirana in čeprav so otroci znali samo slovensko, gospa Pusova ni znala nemško, njen brat ravno tudi ne, se jih kot kočevske Nemce, zaprli najprej v Kočevju, potem so jih v Novem mestu, v Mariboru, in iz Maribora so jih potem izgnali čez zeleno mejo, gospa je še zapisala, ne vračajte se, drugače vas bomo pa postranili. To je bilo zelo odvisno od tega, tudi kdo je bil v Ozni na lokalnem nivoju. Ponekod so bili oficirji Ozne zelo usmiljeno ravnali z ljudmi, napisali, da so vsi sodelovali s partizani, drugje so bili manj usmiljeni, verjetno so dobili tudi takšno kazen, šlo je pa najbrž v neki meri tudi zato, da se je nekaterim lahko premoženje zaplenilo. Isti primer je nasproti Ketne, hiša Peče. Heinrich Peč je bil partizan, je bil partizanski kirurg. Oče bo po vojni izgnan, čeprav mi je načelnik obveščevalne službe partizanske še do leta 1943 pripovedoval in rekel, kadar sem starega Pečeta srečal, mi je potisnil cigarete ali pa denar v roke in rekel, da to je pa za vaše, ampak seveda po vojni so se dogajale pač tudi takim ljudem nelepe stvari. Recimo tudi družina Konradi je bila aretirana, pa je bil Konradi sam prevozni. Ja, no, druga svetovna vojna je seveda tema, ki obsega velik del knjige in v pisanju tedanjih pričevalcev in književnikov, ki so vključeni v knjigo, razkriva kruto podobo tistega časa, od italijanske okupacije, preselitve kočevskih Nemcev, ki so že omenila, partizanskega odpora, seveda, kot ste rekli, zbor od poslancev v Kočevju, potem tudi kočevskega procesa in pa seveda tudi do odlično organiziranih partizanskih bolnišnic. Tako da me zanima, kako ste z izborom besedil v to knjigo skušali zajeti vse zgodbe, tako ene in druge strani, sorodna in nasprotujoča si pričevanja in nekako skušali prikazati, da so kljub svoji različnosti del neke iste celote, kot ste zapisali v svoji spremni besedi. Tukaj je seveda človek nekako se najde v stiski, kajti ko govorimo o partizanskih Kočevskih, o dogajanjih v Kočevskem Rogu, o partizanskih bolnicah, o vsem tem, je seveda toliko pričevanj, da je nemogoče, da bi človek izbral in objavil vse, zato se je pač vzelo samo nekaj takšnih reprezentativnih, vse konec koncev skoraj da vsak, ki je pomenil v partizanski kulturi, v kulturi in pa v partizanskih vrstah, se je bolj ali manj srečal s Kočevjem od Karla Destovnika, Kajuha in še bi lahko naprej naštevali Mateja Bora, Miran Jarc je seveda celo umrl na Kočevskem, torej teh zgodb je toliko, da jih je nemogoče vse izbrati, zato je resnično samo reprezentativen, mogoče z poudarkom manj na tistih
če odštejem seveda sam zbor odposlancev tudi kot kulturni dogodek, manj na tistih velikih dogodkih, ampak bolj na tistih intimnih, se pravi o tem, kako je bilo v partizanskih bolnicah, o tem, kako je bilo v samem Kočevju objavljeno pričevanje recimo enega od kočevskih partizanov, ki smo potem večji del brati in sestre, potem Italijani, to so bili edini meščani Kočevja, ki so bili Italijani ustrelili Nemci Italijani, ustrelili v Kočevju, tako da so te zgodbe potem noter kot nekakšen izbor reprezentativni. Seveda pride pa seveda tudi, kako je te stvari občutila druga stvar, pride tudi noter do tistih seveda zborov poslancev kot pomembnega zgodovinskega dogodka, kot dogodka, na katerega smo se sklicevali, konec koncev na sklepe tudi, ko smo se leta 1991 smo osvajali, smo se sklicevali na zbor poslancev slovenskega naroda, pa seveda tudi pomembnega kulturnega dogodka. Vemo, da so bili tukaj nastopi igralski, da je Kozbek pripravil, da je Klopčič pripravil, tako da je tudi to seveda ni izpuščeno, ker brez tega ne bi šlo, seveda pa tudi druga stranka pa tudi pustila svoje sledi v literaturi, tudi v literaturi partizanov samih, govorimo o kočevskih procesih, torej v tistih sojenjih proti pripadnikom vaških straž in pa slovenskega vojske domovini, oziroma kako se je reklo takrat slovenskega četništva. In seveda potem seveda tudi povojni dogodki, ki so Kočevsko še prav posebej zaznamovali, in vse skupaj nam kaže sliko ene velike tragedije, od katere se pravzaprav Slovenci še danes nismo opomogli in zaradi katere se še danes prepiramo in delimo na ene in druge, kar mogoče zelo majhen narod ni vedno ravno najboljše, še posebej v temačnih časih, ki se bojim, da spet prihajajo. Ja, tukaj je bilo še moje naslednje vprašanje, kako je prav ta tragedija Kočevskega roga, seveda, ki prav tako obsega zelo obsežen del te knjige, seveda zaradi svoje pomembnosti tako za tedanji čas kot čas vse do danes. Kako je ta tragedija, ki je bila po vojni dolgo zamolčevana in prikrivana, prihajala potem do besede v besedilih vodilnih tedanjih slovenskih ustvarjalcev, tako v emigraciji kot tudi doma. Naprimer, med drugimi so tukaj vključeni Tine Debeljak, Edvard Kozbek, pač kot potem pričevalec v intervjuju z Bahorjem, potem Dominik Smole, Gregor Strniša, Jože Snoj, Drago Jančar in drugi ustvarjalci, ki so svoje pač umetniška dela črpali iz te tematike. Ja, še smo pravzaprav odgovorili na vprašanje na nek način. To je tema, ki je bila tabu tema. O tej temi se seveda dolgo ni smelo govoriti. Jaz bom po pravici povedal tudi, Kočevja pravzaprav niti nismo toliko občutili. Starši o tem otrokom niso govorili, mogoče tudi zato, ker se bali, da bomo kaj preveč pletali okrog. Vedeli smo nekaj o zaprtem območju, ampak po pravici povedano, če se jaz prav spomnim, sem za povojne poboje prvič slišal še v Ljubljani, ko sem srednjo šolo začel hoditi v Tengovsko šolstvo. O tem se nekako ni govorilo, tudi drugi sošolci mi pravijo, da bolj ali manj. Nekako je bila to tema, je pa jasno, da ravno zato, ker se o tem ni govorilo, je potem to še toliko bolj odsevalo v slovenski literaturi, seveda kasneje, ko so se ta vprašanja začela odpirati, tudi bolj odprto, včasih pa verjetno prikrito domnevno v Smoletovi Antigoni. Jaz mislim, da tudi ena od, mogoče mi bo magistr Sluban tukaj še drugačno mnenje glede pa istega, mogoče tudi pri Boru v tisti njegovi pesmi o zajčkih, ki govorijo, da se preveč pobija, ali je to ne, tu so bili neki namigi, ko se je pa ta območje začelo odpirati, ko smo doživeli tisto spravno slovesnost, ki nažalost ni prinesla sprave, čeprav bi bilo lepo, da bi jo, se je potem seveda začelo tudi bolj odkrito govoriti, bolj pisati in jasno, da je to potem imelo svoj odziv v umetnosti, čeprav bi bilo seveda preveč enostavno, pa tudi zelo nekorektno, če bi Kočevsko zdaj reducirali samo na čas povojnih pobojev. Kočevska je pač veliko več kot samo to. Je pa tragedija, ki ni zaznamovala tako ali drugače najbolj vsako slovensko družino. Ja, ena izmed vsebin, ki je boleče zarezala tudi v našo kulturno dediščino in seveda tudi kulturno krajino Koroške, je pa tudi povojno uničevanje sakralnih objektov na širšem območju Kočevske in seveda potem tudi zaprto območje Gotenice, kot ste že omenili. In o tem času je v knjigi tudi nekaj pretresljivih pričevanj, prav tako spet nekatera, ki so prvič objavljena, imamo tudi transkripcijo ene od televizijskih oddaj.
Tako da to je tudi eno tako zelo močno, vsebinsko močen del knjige. Ja, dejansko je tako, da Druga svetovna vojna ni nobene kot slovenske regije prizadela tako zelo kot Kočevsko. Magister Zupan bi o tem verjetno lahko zdaj naredil eno ali pa dve urno predavanje, če bi ostal tukaj, če ste se z Mitjo Ferenčem zelo veliko s tem ukvarjala. In tudi mislim, da ponekod nikjer drugje ni tako zelo trpela kulturna dediščina kot ravno pri nas. Veste, Kočevska je imela pred drugo svetovno vojno 123 cerkva, okrog 400 kapelic in znamen. Da ne govorimo še o kočevskih pokopališčih z nemškimi nagrobniki, večine tega danes ni več. Nekaj je bilo seveda uničenega, že propadalo pred vojno, se ljudje s Kočevske izseljevali tako množično kot nikoder drugod. Preveliko je uničena vojna, marsikaj pa uničeno tudi po vojni čas. Morda tudi zaradi tega, ker ljudje do tega, kar je ostalo, niso imeli odnosa, konec koncev to ni bilo njihovo. Avtohtono prebivalstvo je v veliki meri odšlo, večinoma smo potomci priseljencev in se veste, če prideš nekam, kjer nekaj ni tvoje, do tega nimaš istega odnosa, kot če so nekaj gradili tvoji predniki. Tistega malo, kar nam je ostalo, pač poskušamo kolikor toliko ohraniti. Imamo pa še to srečo, da imamo pa imenitno župnijsko cerkev, ki je ostala v Kočevju, Friedrich Baron von Schmidt in pa August Kirstein, tista, ki sta jo načrtovala. No in seveda, to je, Kočevska je potem specifična, kako je naša kulturna dediščina izginjala in kako malo se je ohranila. Napravim zaradi različnih razlogov, nekaj, kar ni bilo naše, nekaj, kar in do 60-ih, do poznih 60-ih let se je to še dogajalo. Zato so tudi pričevanja noter o tem, kako se je kakšno cerkev zaminiralo, recimo v Moraviji. Takrat je gospod, ki je bil zraven, takrat kot dijak, mi je to zgodba tudi taka nasledena, gospa je rekla, no, kar niso uničili oni, Italijani pa Nemci, boste zdaj pa uničili, pa vi je preletela, vsa razdražena oziroma prestrašena. Seveda tudi o tem, kako so ohranili v cerkvu Moze, tako da so pisali na maršelat. So zgodbe, so ohranjene, žal je pa dediščino ohranjene bolj malo. Veseli bi bili lahko, če bi bilo več, ampak to je pač taka zgodba, kakršna je. Se pravi, tam je magister Zupan, ki bi o tem lahko mislim, da zdaj na izust. Naslednje 2-3 ure imel kaj povedati, ne? Bom mogoče na koncu potem. No, potem so pa še posebne pozornosti v knjigi deležni tudi dogodki iz nam bližnje zgodovine, omenili ste že slovensko spravo, pa potem tudi že proces osamosvajanja Slovenije. In vsi te dogodki kažejo res, kako pomembno vlogo je tudi v tem času imelo prav to območje. Pa mogoče na tem mestu lahko še malo bolj podrobno prikažete, recimo, kako je bilo ta čas osamosvajanja, kaj se je vse tukaj dogajalo, česar verjetno večina ljudi kljub vsemu ne ve, čeprav je to se dogajalo. Tako je, slovensko spravo smo seveda, ali poskuse sprave smo seveda bolj ali manj vsi doživeli, vsi smo nekako z redkimi izjemami generacija, ki je to doživljala, ki je te poskuse, koliko so bili uspešni ali koliko ni bili uspešni, doživljali. Seveda osamosvajanje pa seveda spet druga zgodba. Jaz bom rekel takole, jaz sem bil leta 1986 v vojski. Če bi meni nekdo takrat rekel, da bo Jugoslavija razpadla, jaz bi ga vprašal, če uma greša. Potem pa vemo, kako so se začele stvari vrteti. Prišlo je do pojavu agresivnega nacionalizma, kjer je seveda največjo vlogo igral ravno največji narod v tedanji Jugoslaviji in zgodbe, ki jih poznamo, v Sloveniji smo ugotovili, da pod tem režimom, ki ga predstavlja Slobodan Milošević, ne želimo živeti in prišlo do teh prvih prizadevanj, da bi bodisi dosegli neko konzervativno državo ali pa, če ne bo šlo drugače, iz iste države, sklicujejo se tudi na sklepe Kočevskega izbora, odšli. Jugoslovanska vojska je seveda odreagirala, oziroma jugoslovanska oblasti z razoroževanjem in to razoroževanje je bilo opravljeno tajno, mislim, da bi lahko rekel, da tudi nezakonito, kar niso imeli pokriti sklepov, ugotovljevalo se namreč orožje, ki je bilo v slovenski lasti. In zato so takrat odjeknili protesti in takrat, gospod je napisal, ali ne takrat slaven popornik iz razlogom je bil najglasnejši prav Kočevje in z tega se je potem porodila počasi tudi ta manevrska struktura narodne zaščite, ki je tajno pripravljala
tisto, kar smo slovenščine nekako izgubili, pa kar smo v organizacijskem smislu nismo imeli, predstavljala neko rezervno rešitev za tisti mestni čas, dokler spet nismo uspeli vzpostaviti popolne kontrole nad teritorialno obrambo. Leta 1991 je pa potem seveda zadeva kulminirala v tistem intenzivnem desetdnevnem spopadu, kjer nažalost tudi ni bilo tako malo mrtvih. Mislim, da če pomislimo, nekdo reče, ja, 2 avtobusa, kaj pa je to? Ja, jaz sem enkrat doživel eno gospo, ki je bila govorila po Kočevskem, pa je rekla, veste, vsaka vojna mi je koga vzela. Prva vojna mi je vzela deda, druga vojna mi je vzela očeta, ta vojna mi je vzela sina. A lahko takšnemu človeku rečeš, da to ni bilo premalo? Ne moreš. Hvala Bogu, Slovenci smo šli v to relativno dobro pripravljeni, seveda razmere so tudi veliko širše, tudi ne gre samo za pripravljenost, gre tudi za druge zadeve, da tudi Srbija ni bila ne vem kako zainteresirana, da bi se zapletla v Sloveniji v kakšne večje spopade in tako dalje, ampak dejstvo je, da smo pa bili pripravljeni, hvala Bogu, da smo bili pripravljeni in Kočevska dala takrat v bistvu skozi kar nekaj zanimivih stvari. Recimo malo je znano, da je bil zadnji letalski napad na Slovenijo, napad na Žago v Kočevski regiji. Mogoče je malo znano, da prvič, vsaj kolikor jaz vem, prvič v evropski zgodovini so bile kasetne bombe odvržene na območju Kočevske reke. Znano, pozabne se tudi, da je bila prva generacija slovenskih nabornikov našla svojo zaščito v Kočevski regiji. Torej, kar nekaj tistih dogodkov je šlo čez Kočevsko, ki so zaznamovali obdobje osamosvajanja. No pa jaz bom rekel, hvala Bogu, da smo jo odnesli relativno povseni, govorim relativno, ker tisti, ki so imeli mrtve pa ranjene, pa ne glede na to, na kateri strani so bili, o tem ne bi mogli reči čisto, ampak za ostale smo odnesli relativno povseni, posebej, če potem primerjamo zadeve z naprej z dogajanjem na Hrvaškem, posebej, če primerjamo s Bosno in Hercegovino, ali pa če stopimo v ta sodobni čas za tem, kar se dogaja zdaj v Ukrajini, ko človek razmišlja, da smo se učili, da kolo zgodovine se vrti vedno naprej, ampak kot kaže se zdaj kolo zgodovine obrača spet nazaj. No, je pa Kočevje zanimivo tudi za sodobne ustvarjalce, s tem počasi zaključujeva tudi to najino predstavitev, tako literarne kot likovne. Tukaj bi omenila lahko Ivana Flisarja, Eleno Svetek, Leno Benjati in Gorana Glubiča, pač različne ustvarjalce, ki so vključeni v to knjigo. Ali bi lahko rekli, da se v njihovih delih kaže kakšna skupna nota, kaj je tisto, kar jih privlači v Kočevju? Ja, pravzaprav je zelo različno. Rekel bi, nekateri Kočevje dojemajo kot Lela Benjati kot prostor, kjer so živeli, kot prostor, ki je prostor njihovega, tudi prostor, ki vpliva na njihove ustvarjanje. Drugi jo pa dojemajo kot prostor, ki je nekako še vedno vdaljen, ki je še vedno čuden. So zdaj omenjali, recimo, Evald Flisar pač omenja v zvezi z begunsko problematiko, ampak kar dve od teh naštetih zgodb sta pa kriminalni zgodbi. Ne vem, mogoče je Kočevje še posebej primerno za umore. Na srečo nimamo toliko, kot je v kriminalnih zgodbah. Tako kot ste zapisali, da je to skrivnostno, neznana in zamolčana pokrajina, kjer si roko podajata volk in medved. Ja, volk in medved na srečo še zmeraj imamo volkov v zadnjih letih nekaj več, nekaj časih je bilo zelo malo. Medved je pa vedno bil nekako simbol Kočevske. Konec koncev so bili ravno Auerspergi s svojim gozdarskim upraviteljem Leopoldom Hufnagrom, ne vem, če ravno prvi, gotovo pa med prvimi v Evropi, ki so medveda na svojih območjih zavarovali, takrat je bilo vse v Sloveniji živelo, mislim, da še 25 do 30 medvedov. No, danes medvedi, saj na Kočevskem nimamo problemov, manjka jih ne. Jaz rad rečem, da nas je na Kočevskem približno 15-16 tisoč medvedov, s tem, da nas je večina na 2 nogah, ene parih je pa tudi tistih na 4. Ja, nekako s tem se mi zdi, da bi lahko zaključila ta najin pogovor. Kot se je videlo iz te debate, je Kočevska res zelo raznovrstna, zelo različne teme smo skušali zajeti in je bilo prav seveda, da jih zajamemo v tej knjigi. Ta upor prebivalcev Kočevske se tudi vleče nekako od začetka do današnjih dni, upor z razlogom in tudi Kočevsko knjigo smo natisnili z razlogom, da pač vse te vsebine izpostavimo, poudarimo.
in smo zelo ponosni, da je ta knjiga res v takem obsegu in tako tehtna izšla. Seveda je bilo veliko ustvarjalcev, ki jih nismo mogli vključiti zaradi dejansko prostorskih omejitev. Ne vem, mogoče, če bi še za konec še koga izpostavili, za katerega se vam zdi, da bi bilo mogoče še vredno posebej ga omeniti. Mogoče dva. En je bil Gert Jonke. Ime, ki veliko pomeni v evropski literaturi, predvsem v dramatiki. Malo je znano, jaz sem že slišal tudi drugje, da naj bi bil Gert Jonke kočevskega porekla. Gert Jonke je bil dejansko kočevskega porekla in sem to preveril potem najprej v Grabcu, potem sem pa žal zdaj že pokojnega dr. Hafnerja kontaktiral v Celovcu. On je vprašal Jonkejevo sestro Belo Barn, umetništvo še vedno živečo. In dejansko je ded prihajal z kočevskega, vendar Jonke o tem ni rad govoril, ker so bile te družinske zgodbe. Ded je bil nezakonski otrok, on je bil nezakonski otrok, oba sta to močno občutila v življenju, tako da je o tem večinoma molčal, ampak enega vplivnejših svetovnih dramatikov tako imamo. Po drugi strani pa James Joyce. Mogoče se niti ne zavedamo, da je James Joyce tudi kaj s Kočevjem imel. V Ljubljani vedno stoji en spomenik tam na železniški postaji, ker se je nekoč zmotil, pa na poti proti Trstu malo prezgodaj izstopil, pa noč, ampak na Kočevsko se je hotel pa poročiti. Pa če to verjamete ali ne, namreč pred leti sem slučajno na letu Zora Škrk o tem pisala o svoji prijateljici Ani Šlajmer. Ani Šlajmer je bila iz premožne družine v Trstu, oče je bil trgovec z južnim sadjem in pa cerealijami. No in ko je James Joyce poučeval v Trstu pri berliški jezikovni šoli, se je tudi zaljubil v Ani Šlajmer. Potem, kar je pričevan, ohranj se je želel z njo poročiti, čeprav je takrat ravno dobil otroka s svojo kasnejšo soprogo. No, ampak ko je starejši Šlajmer to izvedel, njen oče, je podivjal, Joycea vrgel ven iz hiše, da tega prošnjarja ne bo prenašal. No, da je Joyce do svoje smrti potem za Ani Šlajmer, ki se mi nikoli poročila, doživela je pa več od 90 let, ohranil pisne stike in da hranila celo njegova pisma, celo izhod Ulisesa, ki ga je poslal, v njeni smrti vse to neznano kam izginilo. No, ampak ko sem gledal, to enkrat bral, mi je malo prešilo, sem rekel, ja, ampak Šlajmer je pa kočevarski, tipičen kočevarski priimek. In sem takrat vprašal na Joyceov muzej v Trst, pa so mi odgovorili, joj, o tem pa največ nekomu znam več povedati. No, naslednji dan me pa čaka mail, pa veste, da ta gospod, ki se pokvarja, pa pobrskal in ja, Andreja Šlajmer je bil doma iz Mahovnika pri Kočevju, njen oče, tudi tisti. Tako da bi bil skoraj Joyce kočevski zet, ni bilo dano, pa zgodba je pa lepa. In domnevajo, da je celo upodobil v svojem znanem, bo rekel, proznem poetičnem delu, ali pa da je bila še eno od skladov zelike, to je v Giacomu Joyceu, ki ga je napisal v času svojega tržaškega gibanja. Mogoče bomo tudi Kočevju kakšen spomenik postavili, sicer imamo pa še kar nekaj ljudi, ki bi jim lahko postavili spomenik. Konec koncev, prvi prevod Hajdi smo dobili po zaslugi gospe, ki je bila rojena v Mahovniku, Bert Sotler je bil rojen v Kočevju, pa še bi jih lahko naštevali. Imamo kar nekaj zanimivih ljudi in prav je, da se jih včasih tudi spomnimo. Ja, upam, da smo vas navdušili s temi zgodbami, da boste knjigo vzeli v roke, da jo boste seveda tudi kupili, danes imate to možnost tudi tukaj. Preden pa sedaj zaključimo in skupaj nazdravimo izidu knjige, pa prosim še za zadnjo glasbeno točko, Lučko Perko, ki nam bo zaigrala še venček kočevarskih pesmi.
samo kratko pojasnilo. Zdaj ste slišali seveda skladbo, na koncu je napisal Tomaž Kovšak, se pravi Snežni valček, ki je nastala na avstrijskem Koroškem, oziroma na Dunaju, ker je bil Kovšak je bil koroški Slovenc. Ampak seveda tudi to nam nekaj pove, kako so se skladbe širile. Marsikaj, kar je postalo popularno po svetu, so seveda tudi ljudje na Kočevskem potem zelo hitro prevzeli. Recimo pesem, ki so jo zadnjič slučajno zasledil, pesem, ki so igrali, ko se Titanik potapljal, so že po nekaj mesecih v Kočevju igrali na pogrebih. Tako da vidite, da se tudi taki zgledi potem zelo hitro premikajo. Pa seveda, lahko bi pa izigrala Lučka tudi kakšno drugo pesem. Tam je gospod Ožbolt, mislim, da je še noter. Recimo njegovemu očetu dolgujemo pa pesem, ki smo jo svoj čas skoraj da vsi peli, vsaj tisti, ki smo še nosili rdeče rutke pa plave kapse, slovensko pionirsko himno. Ja, hvala lepa našemu uredniku tudi za ta komentar in sploh za sodelovanje pri knjigi in za današnji dogodek. Hvala tudi Lučki Perko za današnjo popestritev dogodka in pa tudi Javni agenciji za knjigo Republike Slovenije, ki sofinancira naše dogodke. S tem bi zaključila, bi pa še povabila seveda občinstvo, če ima kdo kakšno vprašanje, če bi želel kaj komentirati, vprašati. Jaz bi še nekaj dopolnil. Zdaj, ko sem bil tako nesramen, da sem pa pozabil, tam je tudi gospa Muskova s soprogom. Zdaj moram pa malo za svojo dušo to povedati. Njen oče, ki je bil nekaj časa tudi ravnatelj Kočevske gimnazije, pa profesor, je pa prvi v slovenščino spravil, mislim, da mojega skoraj da najljubšega pisatelja Žovanja Gorečina. Donka Milan Teponija, mislim, da skoraj jih poznamo dobro, ne? Kakšen komentar? Če ne bo noben drug, bi jaz, ampak jih imam mogoče ene par. Pravzaprav tako izjemen dogodek, res ste živa enciklopedija in pač prav užitek vas je poslušati, niste bili niti malo predolgi. Celo bi lahko se kar še nadaljevalo. Se pravi, en fragment, ki ste mi ga osvetlili, namreč jaz sem pač po mojem videnju sem jaz razumela, da so bili v bistvu ob pričetku druge svetovne vojne, da so ti kočevarski Nemci pravzaprav si oni izbrali, da bojo odšli, ker so bili zgroženi v bistvu nad zavzetjem. Ukaž je dejansko prišel iz Berlina in seveda mlado vodstvo ga je nemudoma podprlo. Ljudje so pa sprejemali zmešane občutke. Tukaj je tudi nekaj pričevanj takratnih Slovencev noter, ki so to občutili. Marsikdo, ki je bil od začetka zelo navdušen nad preseljevanjem, je takrat, ko je pa dejansko prišlo do preseljevanja, pa ni več želel zapustiti zemlje. Znano je, da je eno tisti, ki se zelo spodbuje, da je bil gostil kočevski gostilničar, Gustav Frderber, da je naredil na Silvestrovo 41, da se je vrgel pod vlak. Naredil samomor, ker se je zavedal, pri čem je pomagal, kakšne nesreče svojim ljudi je pomagal. In dejansko je profesor Freising, ki je nemški zgodovinar, zdaj že žal pokojni, ni kočevski Nemec, je Nemec iz Nemčije, je to raziskoval v mladih letih, prišel do ameriških arhivov in tudi ugotovil, da je bil kar dosti močan odpor v delu prebivalstva proti priseljevanju. Vendar so pa vse te pomisleke zadušili z grožnjami, kot rečeno, našli so seveda vedno, tudi med duhovniki so našli svoje petokolonaše. In dejansko, če gledate iz Gočev Zeitung iz leta 1941, je mlado vodstvo povsem odkrito, tistim, ki so rekli šlechtmacherji, se pravi tisti, ki delujejo proti skupnosti, ki neke dobre ideje, v rekovajih, ne podpirajo. Dejansko so jim zelo odkrito grozili, da jih bojo postali koncentracijska taborišča. Torej, zgodba ni bila čisto črno-bela, je pa seveda res, da so bili pritiski ogromni in da se v bistvu, vse veste, ko imaš opravka s totalitarnim sistemom, se je bil totalitarni sistem, je zelo malo moči ljudi najde moč, da bi se takšen sistem uprlo. Lahko naprej? Ja. Torej, res je velika škoda za v bistvu izgubljene pač te kočevarske vasi. Zelo pogosto, se pravi, res bi bilo, če iz tega nekak vidika gledaš, vsa ta že iz nekega estetskega vidika, pač skozi turizmu neke zgodovine, naprimer te izgubljene
razdeljena po pokopališča in tako naprej. Ne. Je res pač velika škoda. Zoprno je to, kar se velikokrat interpretira, da v bistvu, da so bili, ne omenja se pogosto, da so pravzaprav prvi krivci za uničenje teh vasi bili zares fašisti, kar bi bilo pač lepo, da se bi poudarilo bolj. Me pa zanima vaše mnenje oziroma pogled na to, kako se zdaj pač v bistvu, ne me vzeti na robe, nisem zgodovinar, ampak vem, da se budijo neke želje in ambicije, da bi se zdaj kar v bistvu ta nemška kolonija vzpostavila naprej, skratka govorim zdaj o najbolj skrajnih nekih oblikah. Ne vem, če bi to obstalo v takem originalni podobi, bi mogoče bila ta grožnja še večja, oziroma pač zdaj razmišljam in me če zanima, kakšen imate vi v bistvu pogled na to izkušnje, mogoče imate tudi več vez in prijateljskih. Jaz mislim, da tudi med, oziroma to vem, da tudi med potomci kočevskih Nemcev so različna mnenja. Mislim, da je tisto, kar je pomembno, pustimo, kočevskega nemškega jezikovnega otoka ne more več biti. Ta ne obstaja, izginil je, in če kdo morda goji kakšne sentimente, da bi lahko ponovno nastal, to je dejstvo. Ampak dejstvo je pa, da ostajajo potomci, tudi na Kočevskem imamo številne priimke, kočevskih Nemcev sem enkrat doživel, ko sem bil eden od osnovnih šol, pa mi je eden od otrok rekel, pa kaj imam jaz kočevarski priimek? Ja, epih se pišeš, imaš kočevarski priimek, a ne? Dejstvo pa je, da je deloma še ohranjeno izročilo, deloma je ohranjena kultura in tudi v tej skupnosti, bom rekel, potomcev kočevskih Nemcev so mnenja tukaj seveda različna. Nekateri pravijo, s tem se jaz tudi strinjam, tisto, kar je njim pomembno, je, da bi ohranili svojo dediščino, kulturno dediščino, svojo identiteto, da lahko ohranimo. To se mi ne zdi sporno, da so pa določeni, vedno se pa seveda pri vsakih idejah pojavljajo tudi kakšna bolj skrajna stališča, ki pa vprašanje, koliko se realna. Verjetno je pa v vzjavi tudi kakšna politika, ne samo naša, tudi kakšna izven naših meja prisotna. Jaz vem, da ko so ukinili pouk kočevarščine, sem jaz takrat avstrijskega veleposlanika opozoril, da se naj zaveda, da to pomeni konec tega, da bi se sploh še ohranjala kultura. Pa sem dobil zelo lep odgovor, če hočejo se učiti svojega jezika, potem naj se to plačujejo sami. Avstrija je revna država. Pa bi samo še zadnjo stvar, to je pa to, kar se je nanašalo na zadnja dva dodatka, torej Joyce pa Jönke. Ja, Jönke, ja. V glavnem in nasploh ta knjiga, to bi bilo mogoče Kočevju kot mestu, mestnim oblastem, naprimer zelo zanimiva kot turistična ideja, da bi recimo bilo več nekih obeležij tovrstnih stvari, ki so predstavljene recimo v knjigi, ali pa to vse, kar pač vi veste, da so to kot neke take formavive ali pa ste vedeli in tako naprej. Tako da upam, da mestne oblasti zelo vas sodelujejo. No, dobro, če veste, kako je denarja, je vedno že take stvari premalo, ne? Ko je prej gospa rekla, da sta pač dve knjigi o kočevskih osebnostih gradiva, še za nadaljnji dve knjigi. Še saj za 150 ljudi, ampak verjetno ne boste nikoli vsi, ker se vse neha pri teh, ko je treba najti sredstva za to, da to potem tudi lahko izdaš. So pa seveda stvari, na katere smo lahko ponosni, kaj jaz vem, že na področju glasbe. Konec koncev bi lahko danes mlada dama zdaj igrala, tudi mi smo vojaki, korenjaki, Parma je bil v Kočevju tudi služboval, pa kar nekaj časa, kar nekaj slovenskih skladateljev povezanih tako s Kočevsko, tako ali drugače s Kočevsko. Ja, imamo določene zgodbe, seveda jih je pa treba odkriti, še nekatere odkrivamo. Romanu Erihov Pečetu je bila postavljena pred leti spominska plošča, mislim, da je to tudi najbolj potrebna spominska plošča, kar nam kaže, da se nam tudi v nekih skrajnih časih s osebnim pogumom, pa s tem, da ostaneš človek, razmišlja drugače in biti pripravljen tega tudi življenje, da reši sočnika. Ko je papež Frančišek prišel pred leti v Izrael, ga je tam pozdravila v Jad Vašemu eno od tistih dveh deklic, je Roman Erih Pečev Novi Sad rešil. Kot primer dobre prakse, mogoče samo dodam sodelovanje z občino, namreč
Prav pred kratkim smo bili povabljeni na dogodek, ko so v Idriji, sedaj ob kulturnem prazniku, ob 8. februarju, pripravili občinsko kulturno praznovanje in je bil njihov glavni dogodek poklon idrijski knjigi. Idrijska knjiga je 16. v tej zbirki, to se pravi predhodnica te. Tako da je bil celotni kulturni program izpeljan na podlagi prispevkov iz idrijske knjige, tako da kot ideja, mogoče za Kočevje za kakšno naslednje leto ob kulturnem prazniku. No, nekateri se zavedamo, recimo, zdaj, če boste šli v Kočevje, tudi tukaj notri fotografija enega od muralov, se pravi stenskih poslikav, ki je posvečen prvemu kočevskemu pilotu Hansu Ramorju. Pred časom smo imeli Ramorjevo leto. Ramor je recimo en od ljudi, ki je zanimiv. Bil je letalsko šolanje v Grabsu, eno od 5 letalskih šol v Avstriji, izdeloval je lastne letala v Grabsu, vendar je bil pa tudi en od ljudi, ki so v prvi jugoslovanski državi šolali prve pilote. Prvi slovenski piloti, nekateri so se šolali pri Ramorju, tudi prvi poveljnik mariborske zračne enote. Grisol, ki se je pri njemu učil in obstaja samo fotografija, hčerka namreč Ramorjeva še živi v Švici, čeprav je bil oče rojen že konec 19. stoletja, ampak je lepo v spomin mojemu učitelju Hansu Ramorju, tako da celo naša vojaška tradicija je včasih navezana na koga, ki je bil sicer kočevskega rodu, z nemško identiteto Ramorj se je rodil po mami tudi slovaškega rodu, ampak izgleda, da je kar nekaj ljudi imelo nek določen vpliv na Kočevje, tudi na širšo Slovenijo, tako da te zgodbe je veliko, nekaj pa treba počasno odkrivati, pa mislim, da se jih vedno bolj zavedamo. Vse Vesna bi lahko direktorica muzeja tudi potrdila. Mi smo v Kočevju začeli spet uveljavljati, da se glavni most pred cerkvijo se je imenoval Karlov most, po zadnjem kočevskem vojvodi, ker Kočevje je bilo v leta 1791 vojvodina, Avstriji smo imeli celo lasten denar. No in ta most se je imenoval vedno Karlov most. Potem to seveda v določenem obdobju ni bilo se uporabljalo, ampak ker smo potem začeli spet uveljavljati staro poimenovanje Karlov most, sem pa zadnjič 2 otroka poslušal, zdaj že nekaj let tega nazaj, ki smo se pogovarjali, se pri Karlovem mostu dobiva. Se pravi, da se nekatere stvari vendarle malo primejo in da se vračajo stari spomini, pa na stara gostilniška imena, pa na podobne stvari. Še nekaj ni pa nikoli izginilo, mi Kočeverji smo, vsaj otroci smo hodili smučati na Plajtikl. To je ime Stalšerski hrib, mislim, da vsi domočini pravimo Stalšer park, pa smo bolj ali manj vsi, skoraj vsi, velika večina potomci ljudi, ki so prišli po drugi svetovni vojni. Nekatera ljudinska imena so se pohranila. Tudi gostine, ki so imele potem drugo ime. V moji generaciji smo vsi rekli, gremo v Beljano, gremo k Činklu, gremo tja, stara imena, ki so bila iz časa pred vojno. Zanimivo je pa tudi take zgodbe, prej smo omenili Richarda Federberja. On je bil prvi človek slovenskega ozemlja, ki je osvojil olimpijsko medaljo na olimpijskih igrah v Stockholmu. Drugo sta osvojila potem skupaj z Rudolfom Svetkom in ona sta bila vse življenje, ki je bil kasneje poveljnik kočevske žandarmerije in on in Svetko sta vse življenje ostala zelo dobri prijatelji. Federber mu je zelo pomagal slovensko in pa jugoslovansko sablaško zvezo postavljati na noge, tako da so nekaj zgodbe včasih mešane. Še kakšen komentar? Če smem, jaz prihajam s Kočevja, sem pa že leta v Ljubljani. Meni je bilo zanimivo, to, kar je Miha povedal, sem jaz doživljala zelo lepo je predstavo, ampak recimo Kočevje je bilo eno redkih, kjer smo se v osnovni šoli, ne vem, kdaj so učili nemščine. Ja, mi smo imeli nemščino. Nemščino in to, mislim, meni je bilo to super. Mi pa Gorenjci, smo pa sošolci z Gorenjske, ki so se tudi učili nemščino. Ja, ampak zelo malo, to se je pol ko smo... Zakaj se to v Kočevju ohranilo, pravzaprav ne vem. Mislim, ne vem, ampak tudi profesori oziroma gimnaziji, so nam kdaj prebrali, vsaj jaz sem to doživela, kako stvar iz kočevrskih stvari, Tudi. Tudi smo to imeli, tako da smo nekako skozi živeli s to zgodovino, zdaj težko rečem, kar če to... To zavedanje je bilo seveda prisotno vedno, da je Kočevska bila nekoč nemški jezikovni otok, v kateri govorijo o mešanih
mešanem jezikovnem ozemlju, to je izraz, ki se je začel uporabljati v tam za 30 letih 20. stoletja, bolj ali manj. Ampak če bi to rekli, potem je vsa Slovenija nek mešano jezikovno območje. Saj tudi v Ljubljani ne boste našli samo Slovencev v nobenem obdobju, so živeli tudi Nemci, so živeli tudi pripadniki drugih narodov. Ko govorimo o nemškem jezikovnem otoku, govorimo seveda o pretežni identiteti prebivalstva. Pretežni del prebivalstva je čutil nemško identiteto, tako kot so v okolici pretežni del prebivalstva pač čutil slovansko identiteto. Jasno je, da so bili pa v Kočevju vedno prisotni tudi Slovenci in oče gospoda Solnika je tudi o tem pisal, da so imeli tudi nemajhne probleme, a ne lahko. Ampak to so seveda te zgodbe in jasno prav imaš, ja, to je del naše identitete, ki smo se jo zavedali. Mogoče po zadnjih letih še bolj prepoznavamo ravno zaradi tega, ker je tudi več objavljeno. Tukaj sta ogromno naredila magister Zupan in pa Mitja Termes, ki sta nam zelo veliko raziskovala kočevske vasi, ki sta raziskovala kočevsko dediščino. Tako da mislim, da smo lahko v Kočevju srečni. Tako, kar smo bili prej zelo slabo raziskan konec Slovenije, smo pa zdaj, mislim, da že kar dobro raziskan konec Slovenije. Samo toliko o temi nemščine, učenja nemščine v povojnem obdobju v Sloveniji, poleg Gorenjske in Kočevske, ne, tudi Štajerska. Tudi ne. Ja, jaz sem se učil nemščine na klasični gimnaziji v Mariboru, ampak celjsko območje je bilo razdeljeno na dva dela, mestjani, Celjani so se učili angleško, vsa okolica pa se praktično učila nemško v celjski gimnaziji, tako da tega je bilo kar precej. Samo eno vprašanje, ko sem že pri tem iz čiste radovednosti, a so Ortenburžani imeli kakšna posestva v Turingiji? Kolikor mi je znano, ne, čeprav je rod prvotno izviral iz Nemčije, vendar ta Ortenburška veja je imela svoje matične posesti špitale v Dravi. Potem so pa poseljevali, recimo Ortenburžani so pri nas poseljevali območje okrog Kranjske gore, kjer so imeli svoje posesti. Ta del je bil tam naseljen in pa seveda Kočevsko, iz verjetno zelo preprostega razloga. Če ti nekega območja ne poseljaš, ga tudi ne moreš gospodarsko izkoristiti. Potem pa še eno vprašanje v zvezi z eno zadevo, ki se je dogajala takoj po vojni in tam naprej. Takrat se je med inteligenco slovensko širilo mnenje, da je dobiti službo na Kočevju, da je to neke vrste kazenski. To ni bilo še lepo v drugi svetovni vojni, to je bilo tudi v 19. stoletju. Če sem ti rekel, Finžgar je prišel tako na tak način, kazensko, pa še več je bil drug v Kočevju. Pred drugo svetovno vojno so tudi kazensko pošiljali profesorje na Kočevje. Ja, ampak je recimo, kaj se vem, v uradnih ali pa poluradnih direktivah kaj o tem, da bi... Mislim, da ne. Mislim, da ne, je pa to vedno veljalo. Jaz sem zdaj povedal eno čisto osebno zgodbo. Ko je moj oče bil še gimnazist v zadnjem letu pri Kočevske gimnazije, pa je šel enkrat s Ferijalnim savezom na izlet po Jugoslaviji in se je moral tukaj v pionirskem domu javiti. In seveda, ko je prišel tja, je bila tam ena dekle, ki je dežurala, ko se je prijavil, pa je povedala, pa je zapisala enim papirima, ki je rekla, odkje pa si? Iz Kočevja. Iz Kočevja? Ja, kaj si pa naredil? Tako mlad pa že v Kočevju. Tako da je bila že kazensko pot. Prosim. Ja, dobro večer vsem. Jaz sem Janez Kipicka, bivši knjižničar tukaj iz Ljubljane. Me veseli, da ste tole omenil, namreč res je bilo tako. A je v tej knjigi, kot ste omenil, se pravi, tako grozeče območje, kamor si lahko izginil, presledil in tako naprej. A je v tej knjigi mogoče, ker je nova, jo še ne poznamo, pa jo bojo zgodovinarji seveda zelo proučili, drugi tudi, a je ravno tistem slavnem mačku Gulagu, ki je šel v 70-ih letih deloval, a je v tem kaj noter? Tudi v taboriščih je seveda govor, se je tudi marsikateri znan Slovenc doživel ta taborišča. Najbolj znana je bila Ljuba Predar, ki je bila zaprta v Frdrenku, čeprav je vso vojno delovala na partizanski strani. Tudi o tem je seveda nekaj govora, tudi to je del Kočevske. Normalno. Prav 60 leta jaz imam to pričevanja, moja sestra mož je kot študent hodil v mlekarno,
Guledovsko pri Kočevju. In nisem imel niti buksant, ki je rekel, če bi jaz kaj vprašal, me pa sicer zmanjka. Potem je zelo težko govoriti, ker v bistvu pisnih dokumentov o tem, kaj je bilo v kasnejšem obdobju, praktično ni. So takšna ali drugačna ustna pričevanja, ki jih seveda domačini poznamo, vendar pa seveda zgodovinski vir, ki je zanesljiv, je eno, ustno pričevanje je pa drugo, tako da je to vedno stvar presoje. Saj veste, na vsako pričevanje se vedno pojavi potem tudi kakšno protipričevanje, tako da je težko. Če dokazano tudi materialni od stavb, ki so bile od far, tam je bila mlekarna, ne? Ja, mlekarna. Stalistična Mačkova mlekarna je tam. Mlekarna je bila drugačna. Hodili iskat mleko. Glejte, bile so po drugi svetovni vojni, ko je oblast začela oživljati Kočevsko, kajti Kočevska je bila med drugo svetovno vojno najbolj razrušena, najbolj uničena Kočevska pokrajina. Vemo, da so že Italijani med drugo svetovno vojno v času roške ofenzive požgali večino kočevskih vasi, ne bolj ali manj, ene do konca, ene deloma. Seveda oblast začela potem oživljati te vasi, nekatere bolj in jasno. Kočevska kot izpražen prostor je postala tudi prostor, kamor so pripeljali zapornike, kamor so pripeljali politične kazni, vse recimo med znanimi imeni, prej sem omenil Ljubo Premer, Strmenski iz Celja je bil zaprt na Kočevskem, tisti umetniki, ki so jih obtožili, da niso spoštovali kulturnega molka, Valerija Hejbalova in podobni so tudi nekaj časa preživeli na Kočevskem. Je pa seveda zelo težko karkoli, bom rekel, napisati, razen tistega, kar se je govorilo, kar je pričevan, ker dokumentov, ki bi nam zgodovinsko potrjevali, enostavno ni. Ja, ampak spet ni tako nedoločeno, so še žive priče, tudi materialni ostanki so, tudi pisni dokazi so in tako naprej. Pričevanja so in pričevanja so tudi do neke mere vključena. Od ljubljanskih mlekarn iz 70-ih let bo se hitro videlo, kot so mlek dobivali, predvsem mleka, a ne, iz Kočevskega. Tako je, še na Kočevskem. Tu smo to, se pravi, ta tema bo tudi noter, pa še njih se bo pa dodala, ne. No, tole bi rekel še, jaz sem, ker pišem eno knjigo o naših katolikih, sem prebral, da je bila prva šola v slovenščini ustanovljena v Kočevju šele leta 1919. In tudi v cerkvi se je, tako prosim. V slovenščini mogoče ampak so pa imeli v nekaterih šolah, kjer je bilo več slovenskega prebivalstva, tudi pri tem že Kočevski, tudi en del pouka v slovenščini, so imeli slovenski jezik. Cerkvi pa je za slovenščine, saj ni bilo. Ne, je izpričano iz nekaterih šol, da so tudi že pred letom 19 imeli vsaj posamične ure slovenščine. Ja, no to je ena stvar, se to se bo še raziskalo, se ni treba, da se kaj posebnega trdi, pač v Slovencu iz leta 19 sem prebral slovenščina prvič v cerkvi v Kočevju, slovenščina prvič v šoli v Kočevju. Lahko preberete Verjamem, vendar je seveda treba povedati tudi to, da je leto 1919 bilo čas medsebojnih obračunavanj in da se je včasih tudi napisalo kaj, kar ni čisto 100% držalo mogoče. No, potem pa še, a je tukaj noter, iz Kočevja niso samo kočevski Nemci, ne? Pri teh kočevskih Nemcih bi bilo, so bili dejansko, kot ste rekel, privilegirani prej, stoletja, ne? In bi samo tole vprašal, a je bila kaj preučena povezava, a kdo omenja povezavo kočevskih Nemcev s Sidmarkom? Je omenjeno in sicer je omenjeno v pričevanju Franca Leškega Finžgarja. Prav Franca Leški Finžgar je pisal, da je bil Sidmark tisti, ki je v Kočevje zanesel do tem nacionalizma. Ta Sidmark je bila bančna družba Slovencem izrazito sovražna. Kupovala so sovražno slovensko zemljo, no to je ena stvar. Potem pa še, bi tole rekel, dobro, samo Kočevje, okolica Kočevja so pa slovenske vasi, ne tudi. In iz teh slovenskih vasi je bilo tudi nekaj poznanih Slovencov, ne? Recimo, jaz vam lahko tako hitro povem samo, Klun, Karl Klun, znan duhovnik poslanec. Je bil že z Ribiškega konca. Potem pa tudi medvojni publicist, politik Kulovec. Kulovec je v Kočevju hodil na gimnazijo. Pa še med pregledovanjem gradiva za mojo knjigo sem jaz najdel tole himno Kočevski Slovenci.
Je objavljena tukaj noter. Je tukaj noter. Ja. Pa bi vas tukaj prav, iz katerega obdobja pa to je? To je šaša pred drugo svetovno vojno, 30 leta 20. stoletja. Ja. Hvala lepa za vaše vprašanja. Zdaj pa bomo morali zaključiti. Če imate še kakšno vprašanje, se lahko potem tamle še bolj zasebno pogovorite. Zadnja pesem, ki jo v tej knjigi zaključuje vsa besedila, je popevka Andraža Hribarja Rad se vračam v Kočevje. Jaz upam, da se boste radi vračali k tej knjigi in tudi k našim dogodkom. Ob tem bi vas še povabila na dogodek, ki ga imamo prihodnji teden v Pokrajinskem muzeju Kočevje. Bomo v kočevskem okolju predstavljali to knjigo, tako da če je kdo lahko prije tudi tja, je toplo vabljen. Hvala lepa vsem za pozornost, sedaj pa ste vabljeni, da nazdravim knjigi. Hvala lepa.